te dijaki, pravimo jim Y generacija, meni so rekli X generacija, nekaterim od vam so rekli baby boom generacija, pravi pa, da zdaj v srednjo šolo prihaja naslednje leto Z generacija, ne? Bog ga vedi, kaj vse to je. Strokovnjaki jim različne oznake dajajo, ne? In probajo nam povedati, da vsakič je večji razkorak med temi generacijami. Jaz se mi zdi, da eno skupno stvar pa imamo, to pa je medsebojna odvisnost vseh teh generacij. Ena brez druge ne gre, pa si to priznajmo ali pa ne. Mi danes, se pravi naša generacija, ustvarja za naslednjo generacijo. Profesori, predhodnik je rekel, da to ni več na neke vrste poklic, ampak je poslanstvo, strinjam se s tem. Profesori tlakujejo pot naslednji generaciji in od tega, kako bodo oni uspešni pri svojem delu, je odvisno, kako bomo živeli čez 20 let. In bomo dali prave vrednote, pravo znanje, jih bomo razumeli, to Y generacijo in Z generacijo, ki prihaja. Oni bodo drugačni, so drugačni in dajemo prostor, ki ga potrebujejo. To je to medsebojno razumevanje in medsebojna odvisnost med generacijami. Spoštovanje, razumevanje, zaupanje, predvsem pa sprejemanje drugačnosti. In naloga učiteljev in učiteljic ter vodstev šol je to, da te mlade razumejo. Tudi če jih včasih ne razumejo, ne vejo in sem prepričan, da vejo, da jih mladi ne štekajo, ne, vedno. Tako da je spet neka medsebojno odkrivanje. In zato mi je bil govor pomočnika ravnateljice gimnazije všeč, ker je govoril o tem poslanstvu učiteljic in učiteljev. In stoji država, mogoče občina, ob strani, tako kot bi morala? Mislim, da ne, tako kot bi morala. Mislim, da se v zadnjih letih niti ne zavedamo dobro, kako pomembno je to obdobje odraščanja. Pa ne srednja šola samo, tudi osnovna šola in prej še predšolska vzgoja. Veste, otroci te generacije morajo začutiti neko varnost. Te generacije, se pravi, morajo imeti enake možnosti razvoja, ne glede kakšen ekonomski in socialni status imajo njihovi starši. In to je dolžnost države in občine, da to odpelje od predšolske vzgoje, osnovne šole, srednje šole do fakultete. Dolžnost učiteljic in učiteljev, kot sem pa že rekel, je pa to, da tem otrokom predstavi znanje na način, ki ga oni dojemajo in sprejemajo. In zato je to poslanstvo in zato tudi, če kdaj pridete do ovir, če se vam kdaj zdi, da vaše delo ne prinaša tistih sadov, za katere mislite, da bi jih moralo. Tudi, če vam ne stojijo ob strani tisti, ki vam bi morali stati ob strani, ne obupajte, ker vaše delo, učiteljice in učitelji, se kaže na dolgi rok. In od vas bo odvisno, kako bomo živeli čez 20-30 let, ko bo ta Y ali pa Z generacija, ali pa imenujemo, kakor jo hočemo, upravljala to družbo. In če bomo danes upravili naše delo dobro, bodo tudi oni upravljali svoje delo dobro čez 20 let. Hvala lepa in čestitke.